Poglejte si satelitske slike območij, ki jih bombardira Izrael. Poglejte si to, kako naselja, kjer pač živijo ljudje in veste, da je to območje, ki je zelo majhno v Gazi, ki so dobesedno zradirane. Šole, vrtci, bolnišnice, ki niso sposobne več niti nuditi osnovnih zdravstvenih storitev ljudem. Dostop do vode nimajo. Na eni pipi oziroma na nekem vodnem priključku se dnevno skrbuje 20.000 družin na enem območju. Združeni narodi opozarjajo na problem dostopa hrane, na lakoto za 2,3 milijona ljudi. In reči, da je to pravica do samoobrambe, ni samo licemersko, ampak je, oprostite, zelo direktna podpora temu, kar Izrael počne. In v tem trenutku, tudi po današnjih razkritih Wikileaksa, gre za sistematičen načrt etničnega čiščenja, ki se ne dogaja zadnji mesec, ampak se dogaja v bistvu od samega nastanka Izraela. In to je situacija, pred katero mednarodna skupnost miži oziroma zatiska oči že predolgo. In še enkrat, spet, generalni sekretar Združenih narodov je seveda v tej situaciji tudi to izpostavil kot morda priložnost, da nekaj mednarodna skupnost končno nekaj naredi. Zato, ker če bomo mi čakali še ne vem koliko časa, ne bo več Palestincev, ki bi se lahko poenotili. Že tako jih imamo notranje razseljenih in seveda tudi zunanje razseljenih veliko večino. Na območjih, kjer so nekoč tudi zgodovinsko Palestinci živeli, jih v bistvu zdaj pravzaprav manjšina. In mižati pred genocidom, apartheidom in takšnimi zadevami, zelo jasnimi indici, da se dogajajo kršitve ne samo mednarodnega prava, ampak da se dogajajo sumi zločinov proti človeštvu, pač tega ne moramo početi. In seveda, prva stvar je ne začasno prekinjanje ognja, absolutno prekinitev ognja z obeh strani in da se ponovno zažene mirovni proces, ampak resno, ne s figami v žepu. Ker Palestinci ne prihajamo do rešitve dveh držav tudi zaradi enega zelo preprostega dejstva. Zato, ker ga večina zahodnih oziroma lahko rečete evroatlantskih držav še vedno ne želi priznati Palestine kot suverene države.